Tako da to je zdaj, kot ste slišali, praznovanje Vesaka, Budegova dneva. Lepo je videti tako veliko novih obrazov, predvsem hvala skupini iz Kopra, da ste prišli na to praznovanje. Mogoče marsikaj novega za vas, kaj je tudi tale budizem ali Buda delal v Sloveniji. Tako da, kako se to zgodilo, je res nepričakovano, da se razvija do take mere, pa s takim zanimanjem. Nikoli se človek ne bi pričakoval, da bi, ni bil nikoli namen, da bi bili preveč misionarski, ampak Budovo učenje privablja ljudi. Zakaj privablja? Verjetno zato, ker se čuti v globini tega učenja, da gre za nekaj dobrega, čistega, da ni nekega fundamentalizma, in da je predvsem neka osebna zadeva, ne? O razvoju notranjega srca, razvoj uma. Buda je vedno govoril, da treba spoznati resnico zase. Torej, samo nekem nivoju varovanja ni dovolj. In tudi ni to, ne? Tudi, ko je Buda vprašal svojega najpomembnejšega učenca, najbližnjega učenca, enih najbolj pametnih učencev, to je Sariputa. In Buda je vprašal, a mi verjameš? In Sariputta je rekel, ne. Ne, mora najprej spoznati zase. Rekel, Buda, to je pravi odgovor. Torej, tudi, samo zato, ker nekaj Buda učil, še ne pomeni, da mu treba čisto verjeti. On je vedno bolj spodbujal, ne samo verovanje v njegove besede, ker ni učil neka metafizične ideje, ki jih ne moramo spoznati zase. On je učil stvari, ki jih lahko človek prepozna v sebi. Vsi imamo možnost spoznati, kje je res ta problem, ki ga čutimo. Kaj je za to problem? Ko govorimo o eksistenčnem problemu, problemu življenja, trpljenje, muka, stres, dvom, nesigurnost, skrb, nemir. To so vse besede, ki v budističnem jeziku uporabljajo duka. Torej neko nezadovoljstvo, nek občutek pomanjkljivosti, smisel življenja. In kaj se dogaja po navadi v življenju? Kako mi rešimo ta problem? Ker imamo vsi ta problem. Eni bojo šli v gostilno. Malo spiti, malo se pogovarjati, pa še malo spiti, še malo pogovarjati. Ker sem se pogovarjal s sosedom o tem in je rekel, kaj je super, ker vedno pozabi, kaj se pogovarja. In potem naslednji dan, ko gre v gostilno, je vse še sveže pogovor, tako da samo še ponovijo, eno in se zadeva, tako da kaj gre. Tako da je možno se vsak dan pogovarjati z njimi, tako da. To je, kako eni rešujejo ta problem, to stisko in samljenost. Eni grejo še dlje, grejo v droge, in potem postane zasvojenost in potem postane nezadovoljstvo sami seboj, pa zato, ker se ne more pogledati samega seboj, ker je še malo bolj droge, še malo bolj alkohol. Torej, to je bilo že preizkušeno in vemo, kakšni so rezultati. Eni grejo ne tako tak ekstrem, da bi pil pa ima droge, ampak so drugi čutni užitki, Torej, žurke, pa druge čutne užitke, ne da bi bili posebno tako slabe, kakor so droge, ampak še zmeraj so stvari, ki niso tako nemoralne, ampak še zmeraj uporabljamo kot pobeg. Torej, gremo v kino, glasbo, poslušanje, filme, družba in tako naprej. Kaj za to pomeni, Mi mislimo, kaj je to narobe, to je čisto človeško. Saj res ni tako narobe, ampak kaj je bistvo tega učenja je, da moramo biti odkriti do samega sebe, zakaj nekaj počenjamo. Zakaj gremo v hladilnik po sladoled. Dajmo se biti res odkriti, kaj se dogaja. Pač je dolgčas smije. Ali pa nekaj neprijetno, Ker če bi vse prijetno in če bi okej, ne bi čutil potrebe po nečem čutnemu. Ali da bi mogel glasbo poslušati, gledati film. Je neko notranje nezadovoljstvo, nemir, neprijetnost in na to reagiramo. Torej, zakaj iščemo prijetne stvari?
je vedno kot odgovor na neprijetnost. Torej gre zelo za subtilna zadeva, ta neprijetnost. Včasih se sploh ne zavedamo, ker smo zelo uspešni pri bežanju stran od neprijetnosti. Da sploh ne vemo, da imamo neprijetne življenja. Ker smo zelo uspešni. Še posebno zdaj s toliko tehnologijo in internet in tako naprej. Se hitro zaposlimo, še posebno, ko imamo vse v svojem žepu. Klikamo, smo zaposleni, in potem gledamo tiste fotografije, kaj drugi delajo, smo na Instagramu, smo na Facebooku, potem glasbo poslušamo, se pogovarjamo z nekom, smo hitro želimo na video in moje življenje je čisto krasno. Ja, je, ko imaš te stvari, ki jih rabiš. Kaj če ti to vzeto, kako se počutiš potem? Potem lahko rečemo, da je sreča le odvisna, da smo ujeti, da smo prodani. Torej ni to tista sreča, ki je brezmejna ali nepogojena. In prav žalostno je včasih videti, kako so ljudje stopljeni v te družbene povezave. In se prav spomnim, enkrat sem šel na Flixbus, pa smo iz Ljubljane na Dunaj, pa se je ena ženska pred mano je dala zid zelo nazaj, sem nageljna, tako da sploh imam vse občutku, da bi bila na mojem naročju in da telefon gor in začnem gledati na Facebook. Tako da sem kot bi imel pred svojim obrazom in jaz se gledam, sem imel občutek, kot sem bil v njeni glavi, kaj ona gleda. In pisam, ko je to, hrana, like. Ko je to, kaj nekdo jedo, like. In je to bilo skoraj cela vožnja. Pa včasih razmišljam, res človek je čisto oropan, da vse te stvari, ki treba čez to iti, da upamo, da bomo nekaj našli, neko informacijo, bo nas vznemirilo, naredili prijeten občutek, ampak na koncu je 99% tudi jaz smet, da mogoče neka zanimiva informacija, pa even ta zanimiva informacija je samo učenče, obrekovanja, kaj tasga. Ampak na koncu, kaj se zgodi, nekako svoj hočemo čisto izničiti, tega, to je veliko bolj prijetno gledati te brezvezne stvari, kot da se bi soočil sami seboj. Zaradi tega gledamo, zakaj rabimo družbeno vezave, zato ker vse je v redu, tudi neutralno, tudi če je brez veze in čenče in kaj dela neka filmska zvezda in te stvari. Zakaj? Zato ker nas obrne stran od nas. Ker gledati vase je veliko neprijetno. Zato vse stalo bi bilo prijetno. Zato hočemo poslušati zgodbe drugih, ne povej, kot da bi pogledal našo zgodbo. In človek se navadi to. To pomeni, tudi to je zasvojenost. Tudi tako, če pogledamo, če govorimo že o znanosti, po možganih in tako naprej, se gotovil, zasvojenost, isto se pokaže, če imaš droge, a če si zasvojen s Facebookom, je isto. Samo zakaj ni ilegalno? Zato, ker ne škodiš ne sebi, ne drugim družbi, mislijo, ampak škodiš predvsem sebi. Predvsem, tako da, zdaj pa moramo se mi naučiti samoten. Samoten ne pomeni nujno, da gremo mi živeti kot menihi in smo nekje v gozdu, ker tudi gost lahko vzameš mobitel pa si na Facebooku. To ni resnična samota. Tako da samota se da prakticirati tako, da mi zmanjšamo te stvari, kakršnekoli stvari imamo v svojem življenju, vsak malo drugače, da uporabljamo za pobeg od tega problema oziroma te notranje bolečine. Zato, to nam pa pomaga, ne smo zato, da bi zdaj se samo trpinčili, da bi zdaj mogli biti depresivni. Ne. Pravzaprav, če vidimo, kje problem je, tudi vemo, kako rešiti problem. In potem jim kao opustiti, prepoznamo in potem smo lahko srečnejši. Srečnejši ne zato, ker smo nekaj imamo, ker nekaj doživljamo, ampak srečnejši zato, ker vidimo, da grabljenje teh čutnih užitkov smo samo postanemo sužnji, nas ujame, nas čisto prevzame in taki ne zasužnjo, mi pravo mara,
tako rečemo hudič, karkoli že, nas lahko potem leče, kakor hudiču paše. Kjer smo se prodali, kjer smo se dali v zanko. In izgubimo celotnega sebe, svojo integriteto, svoje srce, svojo odgovornost, vse je prodano in potem to je popolnoma zasluženost. In potem smo več vse okrog in potem se sprašujemo, zakaj ne morem iti ven iz depresije? Zakaj ne morem biti srečen? Zakaj jaz? Zato, ker po dolg časa je človek ni sprejemal odgovornosti in se predajo nekomu toku. Potem potok postanemo večji, pa še večji, nas čisto vzame. In takrat, ko gremo, ko so že res tisti slapovi in vse tako naprej, pa takrat hočemo pa res začeti plavati stran od nevarnosti, pa že malo prekasno, ker smo prešibki. Nismo trenirali mišice, nismo trenirali to sposobnost plavanja nazaj proti toku. In potem postane težje. Torej, zakaj ne bi si zadrževali nekatere stvari zdaj, ko je lažje se zadržati? Ne čakajte, da nas vse potem potegne v večje toke in nas odplava stran. In zdaj, Buda je učil, zdaj, če smo res vodimo življenje v neki pozornosti, da smo odkrili za samega sebe, da vidimo, kaj delamo, zakaj delamo, da vidimo, da tudi če se zgodi, da se odločimo, da gremo v čutne užitke, se zavedamo, gremo v čutne užitke, se prevoščam sladoled. V redu. Smo pa hkrati, ko se to zgodi, smo v tem času pozorni, kaj se dogaja, zakaj to delamo. Ker že tukaj je modrost. Zdaj, ne stvari ne delati. Te stvari, ki vodijo, ki se jih recitirali, ubijanje, ne ubijaj, ne laži, ne kradi. To je zdaj ne. Druge stvari, ki jih delamo, naprimer, je tvoj hladilnik, vzeti sladoled, to še ne pomeni, da je nemoralno. Tako da se lahko tudi nočem za reči, se pa ne smete nikoli med sladoleda. Jaz samo hočem predlagati, ko se to dogaja, da smo pozorni, zakaj se to dogaja. Lahko se odločimo, ne, se bom zadržal. A pa mogoče gremo, pa vemo zakaj. Glavno bistvo je, da se vsaj zavedamo, zakaj delamo. To je prva točka. Čez čas, ko bom to vedno pozornost razvijala, avtomatsko ne bo nas tako pritegnilo več sladoled v hladilniku, zato ker ni več čisto tako prijetno, kot je bilo. In začnemo bolj videti, čutiti prijetnost v odrekanju, v opuščanju. Zdaj, ko odrekamo, opuščamo, smo bolj pozorni, kako bi temu rekel, na na srce, a pa če po domače povemo dušo, da se bolj zavedamo, da je neka narava, da prepozna zadeve. Včasih smo ujeti v to imam rad, to nimam rad, smo ujeti v neka mnenja, ideje, ideologije, sebe se pa ne zavedamo. Torej, ko se mi zadržujemo, ko prakticiramo nek nivo samote, se bolj odpira, vedno bolj prepoznamo svoj postane bolj jasen. In zdaj težko povedati, ker ni ravno stvar pred nami, je bolj kontekst, je bolj v ozadju. Torej, ne moramo zatega mi ali srce ne moramo ravno analizirati kot objekt, ki je vedno nekje bolj v ozadju. In bolj, ko se zadržujemo čutnih užitkov, zadržujemo, da se te naši špet čuteno ujamejo v stvari, bolj prepoznavamo bolj prepoznamo ta, ki ve, nismo pa tako zalimali se na objekte. In ko začnemo potem opaziti, da pravzaprav vsa ta duka, neprijetnost, in zaradi tega, ker mi poskušamo kontrolirati nekaj, kar ni v naši kontroli. Te stvari, ki jih mi prepoznamo, te stvari, ki so v svetu petih čutov, to, kar slišimo, vidimo, vonjamo, tipamo. Te stvari mi ujamemo kot moje, zame, moja identiteta. Ti občutki, ti zaznava, te objekti, grabimo.
in v resnici niso ravno naši. Če bi res naši, bi lahko se res odločil, kako bi moglo biti in bi vedno tako bilo. Ampak gre svojo naravo. Nekaj časa so prijetni in potem zginejo. Umrejo, propadajo. Pa tudi, ko še ne propadajo, smo kaj? Zaščitniški. Čuvamo, branimo. Nas je strah, da bomo enkrat tudi izgubili. Tako da to že pove. Ne rabimo zdaj čakati, da bo minilo. Že to vemo, ko smo zaščitniški za stvari, ko se lastimo, ko pazimo, to že pove, da globoko v sebi vemo, da je minljivo, da ne bo trajalo. In potem začnemo opuščati stvari, ki niso v naši kontroli. Torej, narava je taka, kot je. Ne glede na naše odločitve, ima svoj zakon. Zdaj smo obodavči ne spremeniti zakon narave, ampak uvideti, kaj je, in da se nehamo lastiti nekaj stvari, ki niso v naši kontroli. Torej, vidimo, stvari prihajajo, odhajajo, se rojevajo, umirajo, so prišli do nas, bojo odšli, je bilo sestavljeno, bo razpadlo, kaj pride skupaj, gre narazen. Torej, vse, kar je, počlo, vse, kar je nastalo, pravimo, da je sankata v palinskem jeziku, to pomeni, da je tvorba. In vsaka tvorba razpade. Povejte, kaj ni tvorba. Poglejte krog sebe in povejte, kaj ni tvorba. Vse je tvorba. Vse je prišlo skupaj. Tudi mi, ki smo prišli tukaj, neka tvorba, ta skupina. Ampak Bog je tvorba, ki je prišla skupaj, bo šlo narazen. Torej, ko govorimo o minljivosti, ni minljivost, da mi zdaj čakamo, pa gledamo, kako da zdaj vse naslednjih 3 letne čase čakamo, da pridemo do jeseni, da vidimo, kako bo začela postati rjave listi, ne? Ampak samo to, da je prišlo skupaj, vem, da je narazen in tu je potem uvid v minljivost. To je vsaka zadeva. Ampak ne vsake zadevi objekt, ne, ta preproga, pa ta mikrofon, ki skozi nagaja, ne. Tudi misli, torej mi v budizmu govorimo tudi o 6. čutu. Ideje so tvorjene. Misli, ideje, mnenja, preference, občutki mentalni je prišlo skupaj. Torej bo šlo tudi narazen. Torej tudi na svoje misel, ideologije, kaj je prav, kaj narobe, kako bi moglo biti, je tvorjeno. In kaj je tvorjeno, moramo si priznati, da je nesigurno. Se spremeni in to ni absolutna resnica. In zdaj tukaj pridemo k Budovem učenju. Torej, Budovo učenje je nekaj izven učenj, ki jih vidimo drugje. Ker druge religije, filozofije bojo kar rekli, to je resnica in vse je napačno. Drugo ni resnica. Resnica je ena pravja in vsak pravi drugače. In vsak individualni človek bi rekel, to je resnica, vse ostalo ni resnica. In Buda je rekel, vse, kar hitro rečemo, to je resnica, ni resnica. Vedno, ko damo resnico kot objekt, rečemo, to je, in potem, da je že pomeni, da je že tvorjeno, je že neka stvar in neka informacija, neki elementi izolirani iz nekega konteksta, ker vsaka informacija je znotraj nekega konteksta in zato je tvorjeno. Torej, Buda ni rekel, da ni resnica, torej, se da spoznati resnico, ampak če rečemo, to je, pomeni, da smo naredili objekt iz njega, pomeni, da je znotraj nekega širšega konteksta in sestavljeno. Na primer, tudi če rečemo ta mikrofon, ko gledamo, kaj je za ta mikrofon? Če ne bi bilo nekega konteksta, da ne bi zdaj mene videl, kako jaz to držim, pa kako izgleda, to je nek občutek, nekaj zaznava. Če tega ne bi bilo, ne bi prepoznala, da je mikrofon. Mogoče z neke distance bi mislil, da je res nek, ne vem, sladoled. Mogoče, ne. Ampak vidite, da držim tako, da ima neko barvo, neko obliko, da se glas sliši, torej tu se stvari, ki tvorijo mikrofon. Torej, isto, če bi govoril o neki resnici, če je resnica
odvisna od drugih informacij, iz nekega konteksta, nekaj, kar ni resnica, to pomeni, da je ta resnica otvorjena, to pomeni, da je minljivo, to pomeni, da se ne moramo ravno zanesti. Ampak ljudje se vedno kregajo za te resnice. In tu zdaj vidimo v današnjem svetu, kako se tale neveden obnaša, kakšne probleme dela. Ko govorimo, to je resnica. Pa govorimo o bolezni, ki se dogajajo, so vsi vedeli, kaj je, na koncu vemo, da nič ne ve, kaj je. Pa vsi imamo nekaj verjeti v neko dogmo. Ko se dogajajo zelo vojne, volitve, politika, vsi vejo resnico. Ampak, vidite, in zato vsi moramo komunicirati na nek način. In vsi imamo, in zato tudi skupnosti nimamo nobenega absolutnega predstojnika, da bi rekel, to je resnica in vsi morajo zaplesati, kot predstojnik žvižga. Tega ni. Mi danes smo imeli sestanek, ki je zdaj polna luna, v polni luni in prazni luni se mi njih skupaj dobimo, imamo sestanek, imamo pogovore in moramo se odločiti, da imamo vsi se skupaj razumemo. Torej, vsak ima drugačen pogled, stališče in to je čisto okej. Zdaj se moramo učiti, kako komunicirati. Problem nastane, kdo reče, ne, tu je resnica vse narobe, nočem se pogovarjati s teboj. Ali pa poskuša vplivati na druga, z neko trmo. To ne gre. Torej, tudi, ko se pogovarjamo menihi, si delimo svoje mnenje, vsak ima drugačno mnenje, nismo nikoli čist združeni v neki zadevi, ampak razumemo, da imamo neko prostor, čas, smo odprti, ampak kakor je Adrian Chow učil nas učitelj, on je rekel, vedno rečemo si, ni sigurno. To je ta mantra življenja, da se vedno rečemo, ni sigurno. To je resnica, ni sigurno. Torej, in tudi to lahko uporabljamo v našem sedanjem življenju. Da živimo življenje v neki nesigurnosti in da je okej. Da se ne poskušamo identificirati nekaj, kar je nesigurno, da pustimo. Dvom je okej. Ker z dvomom bomo mi le rasli in se razvijali. Če mi prehitro rečemo z neko ideologijo, to je resnica, vse v redu, je laž. Mogoče bo dal občutek miru za nekaj časa, da se nekaj držimo, pa da mislimo, da se držimo neke veje, medtem ko plavamo dol po rekam. To je tanka veja, to ne bo trajalo, bo nekaj časa držala, pa bo nas odplavilo naprej. Je boljše živeti v nesigurnosti in sprejmimo. Ne se za nekaj identificirati stvari, ki niso v naši kontroli. Naučimo se, kako se potem pogovarjati z drugimi, kako se sočustvovati, kako živeti zakonsko življenje s partnerjem. Da tudi se rečemo nesigurno, kakor pa da poskušamo se kregati in se ločevati. Tako da, to je za bistvo Budovega učenja. Vabim vas, da razmislite o tem, da vajete v življenju na tak način in da naprej razvijate svoj svoje srce, da osvobodite svoje srce, torej z radodarnostjo, z vrlino in s to pozornostjo o nesigurnosti. Tako da, hvala, da ste prisluhnili. Srečen Vesak in bom jaz bil še na voljo, če hoče se tukaj poklepetati, sem z veseljem na voljo vam. Tako da, hvala.